Zavod za kulturo Slovenska Bistrica je minulo soboto v sodelovanju z občino Slovenska Bistrica izvedel spominsko slovesnost v počastitev 80. obletnice poslednjega boja Pohorskega bataljona. Slavnostna govornica na prizorišču bojišča Pohorskega bataljona pri Treh žebljih na Osankarici je bila Nataša Pirc-Musar, predsednica Republike Slovenije. Naj začnem z besedami Pavle Medvešček, ki je med vojno zapisala, kot da bi imela v svojih mislih prav ta kraj. V sneg se utapljajo koraki, vse gostejše so sledi rdeče, življenje ponehuje, ugaša, strel prereže jutro. Osankarica je eden od osrednjih krajev spomina za slovenski narod. Tu je umrlo 69 pogumnih Slovencev, med njimi je bilo 10 bork. Verjeli so v svetlo prihodnost svojega naroda in se s svojimi življenji uprli okupatorju, ki nam je nasilno odrekel pravico do svetle, svobodne prihodnosti. Verjamem, da bi bilo teh 69 pogumnih Slovenk in Slovencev danes ponosnih, da je njihov narod obstal in da Slovenke in Slovenci živimo kot samostojen, neodvisen narod v suvereni, samostojni državi, ki je enakopravna in spoštovana članica mednarodne skupnosti. Poseben pomen temu kraju in prizadevanjem tu padlih borcev zato daje obdobje, ki jim ga ni bilo dano videti. Mi, njihovi potomci, pa moramo njihov spomin spoštovati in se iz preteklosti učiti, kako živeti sedanjost in soustvarjati prihodnost. Spoštovani, predlani smo praznovali 30. obletnico ustanovitve in obrambe slovenske države, lani 30. obletnico njenega diplomatskega priznanja. Oboje sovpada s predlansko 80. obletnico ustanovitve Osvobodilne fronte slovenskega naroda, lansko 80. obletnico ustanovitve Pohorskega bataljona ter letošnjo 80. obletnico poslednjega boja njegovih borcev. Prepričana sem, da ne gre zgolj za naključje v času, marveč za sosledje več stoletnih prizadevanj slovenskega naroda, strnjeno v obdobje tik pred uresničitvijo sanj o svoji državi. Ob tem bi izpostavila dvoje. Prvič, brez narodno-osvobodilnega boja, s katerim smo se uspešno zoperstavili okupatorjem, bi bila naša prihodnost drugačna. Vloge NOB v uporu proti okupatorjem in njenega pomena za samostojnost Slovenije zato ni mogoče in ni prav zanikati. Danes ob tem spominskem obeležju kot Slovenke in Slovenci, državljani Republike Slovenije, naše domovine, stojimo spoštljivo in s hvaležnostjo vsem, ki so tukaj in drugod na Slovenskem in v tujini brez strahu in sramu dali svoja življenja, da njihovi potomci lahko živimo kot svoboden narod. 5 desetletij po poslednji bitki Pohorskega bataljona smo Slovenke in Slovenci zaživeli v svoji državi. Ustanovili smo jo sami, z zgodovinsko podporo na plebiscitu, s poenotenjem tedanje politike in ljudstva ter kolektivno zrelostjo. Čeprav smo stopili na pot negotovosti, smo bili enotni in se zavedali, da imamo kot skupnost naposled priložnost in tudi moč za uresničevanje nacionalnih interesov in spopadanje z izzivi. To je strnitev sosledja vseh prizadevanj našega naroda in zasluga tistih, ki so skozi stoletja ohranjali slovenski jezik, kulturo in slovenstvo. Slednje so branili in ubranili z besedo in orožjem, ko je bilo to neizogibno. Med njimi sta narodno-osvobodilni boj in Pohorski bataljon, ki sta del zgodovinskih temeljev naše države. Zato jima bomo večno hvaležni. Drugič, včasih se komu zazdi, da je glavni motiv tovrstnim obletnicam podoživljanje zgodovine.
da gre pravzaprav za sentimentalno in nostalgično obujanje časa, ki je minil. Obletnice so za spominjanje pomembne. Še pomembnejše in močnejše pa je njihovo sporočilo. So priložnost, da se opolnomočeni z izkušnjami zgodovine in vedenjem naših prednikov pogovorimo o prihodnosti. O prihodnosti, ki je danes še bolj negotova in polna izzivov. O prihodnosti, kjer se zdi, da se že zdavnaj preživeta zgodovina vojn zlovešče ponavlja. Spoštovani, v sredo 4. januarja 2023 smo se poslovili od gospe Dane Valič-Klanšek. Gospa Valič je bila nekdanja interniranka v italijanskih in nemških koncentracijskih taboriščih, kjer je preživela več kot 3 leta. Bila je nosilka partizanske spominske plemenice ter pobudnica in soustanoviteljica taboriščnega odbora Auschwitz-Ravensbrück. Ob tej priložnosti svojcem in njenim prijateljem še enkrat izrekam iskreno sožalje. Čeprav gospe Valič osebno žal nisem imela priložnosti spoznati, vam na tem mestu obljubljam, da si bom kot predsednica republike osebno prizadevala, da bo njeno sporočilo nikoli več vojne živelo tudi poslej. V času, ko se na evropskih tleh po 3/4 stoletja ponovno soočamo z vojno, je sporočilo pokojne gospe Valič in preživelih internirank, ki sem jih imela priložnost spoznati lani septembra v Portorožu, življenjskega pomena. Malo jih je še, ki so žive priče tistih dni, a na nas je, da ohranjamo spomin, ki so nam ga predali. Gospe in gospodje, spominjanje je pomembno, da ne pozabimo tistega, kar se je zgodilo, vendar izgubi svoje poslanstvo, kadar ljudje prezremo modrost in nauke, ki jih ta sporočila nosijo. Tedaj se zgodovina lahko ponovi, ljudje pa izgubimo priložnost za lepšo prihodnost. Največje spoštovanje, ki ga lahko izkažemo tukaj padlim borcem Pohorskega bataljona, vsem drugim, ki so padli v času narodno-osvobodilnega boja in gospe Valič je, da si prizadevamo, da nikoli več ne pride do okoliščin, v katerih človek dvigne roko nad človeka, državljan nad sodržavljana, prijatelj nad prijatelja. Da se vselej, tudi ko se zdi, da je nemogoče, obrnemo k medsebojnemu spoštovanju, sodelovanju, prijateljstvu in tudi k odpuščanju. Tudi o slednjem nas učijo še živeči pričevalci grozot vojne sredi prejšnjega stoletja. Verjetno je to najtežje, a hkrati najbolj plemenito za sedanjost in prihodnost. Kar je uspelo njim, ki so na lastni koži doživeli neopisljivo trpljenje, smo se dolžni potruditi tudi mi. Na teh vrednotah temelji navsezadnje tudi Evropska unija. Tako bo poslanstvo njih in preminulih živelo in dobilo svoj pravi smisel. Z iskrenim pozivom, da kulturo spominjanja ohranjamo za plemenita dejanja za našo skupno svetlo prihodnost, vam želim doživeto obeležitev obletnice. Hvala lepa. V kulturnem programu sta nastopila recitatorka Patricija Žuraj in oktet Tinje. Je zapela, ko je gnezda spletala, ko je travca zelenila, lipica. In tako mi je zapela, in tako povedala, da ljubezen je bolezen, se ozdraviti ne da. Morje
je suho prej postane, sonce breje